Cena cepiva proti gripi je 14 evrov. Starostniki in kronični bolniki plačajo zgolj storitev cepljenja, kar je 7 evrov, za otroke od 6. do 36. meseca pa je cepivo po ceni 12 evrov. Mogoče je prav cena tisti ključni dejavnik, zaradi katerega ni veliko zanimanja, predvsem pri starših z malimi otroki. Tako kot na ostalih območjih Slovenije je tudi v Mariboru slaba precepljenost. Tako imamo mi recimo podatek za lansko leto, da smo cepili približno 500 občanov brez domov starostnikov, kjer se svetuje in kjer je večja precepljenost teh starostnikov. Ambulante za cepljenje niti ne sodelujejo z vrtci, imajo pa močno povezavo z domovi starostnikov. Sodelujemo pa seveda z domi starostnikov, zlasti z domom Danice Vogrinec, z domom starejših občanov Tezno, torej z temi domovi na območju mesta Maribor, kjer imamo naše lastne splošne ambulante. Prav starostnikom, otrokom, kroničnim bolnikom in tistim z znižanim imunskim sistemom se cepljenje proti gripi priporoča, a vseeno zanimanje za to ne narašča. Cepljenje naši zdravniki svetujejo predvsem kroničnim bolnikom, starostnikom, vsem tistim, ki imajo slab imunski sistem, torej poslabšano imunost. Tako da v bistvu naši zdravniki svetujejo to cepljenje, vendar še nažalost moramo ugotavljati, da še vedno je zelo slab odziv ljudi na to. Če primerjamo recimo z cepljenjem za klopni meningitis, je to kar za 50% manjša precepljenost. Ko se enkrat cepimo proti gripi, to ne pomeni, da smo večno varni. Cepivo deluje nekaj manj kot leto dni. V bistvu mi smo v navezi z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, preko katerega tudi naročamo cepivo. Za vsako leto se seveda naroči novo cepivo proti določenemu sevu virusa gripe in pol na koncu seveda ni tu zagotovila, da bo res to cepivo v 100% držalo, ker se lahko vmes tudi ta virus spremeni, mutira, vendar delno pa je zagotovilo, da tisti, ki se cepi, ne bo zbolel za tem določenim virusom gripe. Da pa sploh ne zbolimo, lahko veliko naredimo že sami. Nekdo, pri katerem se pojavijo neki znaki ali gripe, seveda, ali je to čisto običajnega prehlada, viroze, seveda bi se zadrževal doma, da ne bi s tem širil tega virusa. Preprost primer je recimo, kako širimo virus. Torej, kihnemo, nato pa čez nekaj minut nekomu ponudimo roko. S tem se virus seveda prenaša. Kot preventiva pred širjenjem virusa je poleg umivanja rok pomembno tudi, da lahko ob prvih znakih obolenja ostanemo doma, pijemo čaje in gremo k zdravniku, ko nedvomno vemo, da ne gre samo za manjše virusno obolenje. V čakalnicah, službah, vrtcih in šolah ter povsod, kjer se zadržuje večje število ljudi, je namreč precej večja možnost, da se virus gripe razširi na množico in z nekaj obolenji postane epidemija.